Izjemno sem ponosen in vesel, da lahko danes klepetamo z legendarnim profesorjem, doktorjem, akademikom Jankom Kosom. Ponosen sem seveda zato, ker je kar nekaj let trajalo, da je v profesorju dozorela odločitev, da napiše, da rečem, na nek način spomine, čeprav to niso samo spomini, je tudi v prvi vrsti refleksija preteklega časa. Mogoče kasneje malo več o tem, kaj je pravzaprav ta knjiga žanrsko in kaj je tudi njeno nadaljevanje, ki bo pri Beletrini pravzaprav v kratkem sledilo. So knjige, za katere vsi vemo, da imajo nek pomen v nekem določenem trenutku, da oblikujejo neko duhovno situacijo v nekem trenutku, njihova usoda kasneje pa ni povsem jasna, oziroma se včasih tudi zgodi, da niso čez desetletja ali dve več toliko pomembne. Pri takih knjigah, kot je knjiga profesorja Kosa, pa si upam trditi, da bo izjemno pomembna za razumevanje druge polovice in pa tudi seveda sredine 20. stoletja, od 30 let naprej, in da bo to knjiga, ki bo tudi čez kar precej časa v marsičem referenčna za razumevanje preteklega časa, predvsem seveda njegove intelektualne, duhovne fizionomije. In ponosen in vesel sem, da sem kot verjetno tudi nekateri drugi ljudje iz njegovega družinskega kroga in pa prijatelji, kolegi, da sem ga kar nekaj let nagovarjal in da je profesor kar nekaj let odlašal s to odločitvijo, da se loti tovrstnega pisanja. Moj, da rečem, dodatni stimulus je bil pa tudi to, da sem pravzaprav v neki čudni priložnosti slučajno naletel na profesorjev zapis o Pirjevčevi smrti, ki je bil izjemno oseben in izjemno literarno močen. In sem nekako slutil, da bi to vrstna knjiga seveda ob vsem drugem, ob pričevanski vrednosti, da bo imela seveda tudi izjemno literarno in duhovno razgibanost. In kot rečeno, vesel sem, da lahko danes predstavljamo prvi od dveh delov profesorjevih avtobiografskih zapisov in refleksij. Drugi del bo pravzaprav, o njem bomo povedali nekaj več kasneje. Ta prvi del, ki je izrazito oseben v primerjavi z drugim delom, ki nosi tudi zelo poveden naslov, je seveda refleksija ali pa spomin do študentskih let, če lahko tako rečemo. Ampak bi pa, da rečem tako, najprej dal profesorju besedo, da ne bom jaz predolg, mogoče beseda dve o tem, zakaj ste sploh napisali to knjigo in kako ste se odločili za delitev, da rečem, tega celotne zgodbe na dva dela, na umetnike, meščane in pa seveda oporečnike in ideologe. No, jaz bom navezal seveda na vas. Dejstvo je, da razlog, da sem to knjigo napisal, da je sploh nastalo, je seveda tu navzoči tale Mitja Čandarka, ker on me je pozval, nekoč me vendarle nekaj podobnega napišem. Mislim, da ste mi takrat rekli, da Taras Krmavno je napisal ali bo napisal. Jaz sem to verjel in sem rekel, no mogoče pa. Potem sem si pa premislil in sem nekaj let razmišljal o tem, če bi sploh temu pozivu sledil, ampak ker je Mitja Čandar vsako leto znova ponovil isto zahtevo, sem nazadnje ugotovil, da je treba to napisati samo zato, ker odkrito povedano nikoli nisem mislil na to, da bi pisal nekakšne spomine, avtobiografijo in tako dalje. Tako da vi ste me prisilili. Hvala lepa za ta kompliment, čeprav verjamem, da ni bilo samo to. Ja, zdaj, ko sem pa razmišljal o tem, kako bi to napisal, sem takoj ugotovil, da je moje življenje zelo komplicirano, da je v nekem smislu dvojna bilozmerika. Z ene strani izrazito zasebno, z druge strani javno. In da tega ni mogoče združevati v isti knjigi. In ta prva knjiga z naslovom Umetniki in meščani je knjiga o življenju, kot smo ga doživljal kot zasebnik, se pravi kot deček, kot mladostnik in tako dalje.
res se za temi zasebnimi zgodbami dogaja neka zgodovina, to je res. Tudi vojna, tudi po vojnih časih, ampak to je neka kulisa, to je neko ozadje, pred tem se pa dogajajo mnoge male zgodbe. To so zgodbe mnogih ljudi, tudi neznatnih in pa seveda tudi javnih. Ampak o tistih javnih ljudeh, kot so ali pesniki, ali celo politiki in tako dalje, tudi Pučnik, govorim samo z te osebne, zasebne plati. Medtem ko ta druga knjiga, ki ste jo omenili, ki bo imela ali ima že naslov Ideologi in oporečniki, to pa seveda je velika zgodba o nekih ljudeh, ki so igrali javne vloge, mečkeno se jih dotikam tudi z zasebne plati, ampak prevladuje pa seveda že ta javna sfera. To je razlika med prvim in drugim delom, tako da verjetno sta precej različna. V nekem smislu nadaljevanje je drugi del prvega, ampak vendarle nekaj drugega na drugačne ravni, kar se jih tako povedali. Na splošno bi seveda rekel sam to, če ste se že dotaknili, kakšen žanr to je zdaj. Podnaslov knjige je spominjanja. Ne spomini, ker spomini to je nekaj stvarnega, kako bi rekel, dokončnega spominjanja, to je pa nek proces, neke spominske domišljije, ki oživlja preteklost in ki ni popolnoma definitivna. In mislim, da moje pisanje tu je v nekem smislu res takšno spominjanje nekega negotovega spomina, ki skuša priklicati na plan spet neke skrite, zakrite stvari, ampak vendarle tako, da jih prikažeš, pa vendarle ne popolnoma z neko zgodovinsko točnostjo. Moram povedati seveda še to, zelo važno, v primerjavi z mnogimi drugimi, ki so pisali o sebi ali celo objavljali svoje dnevnike, je z mano tako, da nikdar nisem pisal nobenega dnevnika. In niti si delal zapiskal o tem, kdaj in kje sem bil in kaj se je dogajalo, tako da vsi ti moji spomini so pravzaprav res iz spominske domišljije. Res sem moral rekonstruirati nekatere dogodke in osebe, poiskati letnice, imena, pa še tu nisem bil čisto siguren, ampak vendarle v glavnem stvari držijo. Kakšen detajl mogoče je takole rahlo mimo. Ampak nasplošno je to seveda res spomin, ki se opira na neke, predvsem mislim, vizualne vtise iz tedanjih let. Pri meni gre bolj itak vse skozi oči, ki vidijo to in ono še iz tistega časa, bolj v obrisih, bolj impresionistično, ampak v glavnem tako. Zdaj, kaj je to, če so to pravi spomini v zgodovinskem smislu? Jaz bi rekel, da je to v nekem smislu le autobiografija, ker začnem z rojstvom, konča se pa čisto kronološko ta stvar z letom, ko je umrl Danez Zajd, se pravi leta 2005, se pravi, to se potegne kronološko do najnovejšega časa, čeprav seveda vmes pa nekako fragmentarno in tako dalje, tu in tam. Tako da to v nekem smislu je autobiografija, ampak spet ne taka, da bi bili vsi zunanji dogodki ne vem kako natančno rekonstruirani. Jaz bi rekel, da je to bolj duhovna autobiografija, seveda ne taka kot pri svetem Avguštinu, čigar izpovedi so jasno vrhunec duhovne autobiografije. Ampak vendarle tu naj bi obudil zase in verjetno tudi za bralca neko zgodbo o tem, kakšen je bil življenjski svet, ki smo ga doživljali kot takratni dečki, mladi in tako dalje in tako dalje. Se pravi, kakšna je bila die Lebenswelt, kot rečejo Nemci, kot je rekel Husserl. Kakšen je življenjski svet, v katerem smo živeli, se pravi tisto najbolj konkretno. In to konkretno se kaže v tej knjigi prek teh malih zgodb, mnogih ljudi, tudi najbolj neznatnih preprostih, ki sem jih poznal in jih hotel razumeti in zdaj nekako oživiti po mnogih letih. Hvala za začetek. Naj samo mogoče dodam še to, da se prva knjiga končuje z letom 1950, ko je profesor vstopil na študij, torej komparativistike v Ljubljani.
takrat se je sicer imenovalo drugače. Torej leta 1950 z zaključkom gimnazije in z pravzaprav prehodom v neko drugo duhovno sfero. O tem bomo kaj več povedali kasneje. Rad bi še napovedal in se hkrati zahvalil kolegu igralcu Marku Kornu, da nam bo danes interpretiral 3 odlomke iz te prve knjige. Smo se pa nekako dogovorili, da bo vsak odlomek na kratko uvedel profesor, da bo stvar, kot se reče, bolj zanimiva. Ne? Pa bi mogoče za začetek prvi odlomek. Za začetek bomo prosili gospoda Korna, da prebere nek mehen odlomek o Danetu Zajcu. Namreč o bratrancu, kako sem ga spoznal. To je sicer začetek te zgodbe, ki je po svoje seveda velika, hkrati pa tudi mala, ampak mislim, da se bo to videlo iz samega odlomka. Moj spomin na usodo Pavline družine med vojno in po njej ima vendarle tudi prijetnejšo plat. Leta 1945, ko ni bilo več meje med nemško in italijansko okupacijsko cono, smo se pod očetovim vodstvom napotili v Vrhpolje, majhno vas tik pod Zgornjo Javoršico ob cesti, ki se vije od Moravč proti Krtini. Zajčeve smo našli v hiši tik pod cesto. Tja so se preselili potem, ko jim je zgorela hiša. Ko rečem Zajčevi, mislim seveda na te, ki so ostali po smrti očeta in 2 bratov. Ob teti Pavli kot najstarejša hči Ivanka, Dane, mlajši brat Ciril in najmlajša Pavelca. Snidenje je bilo žalostno, tudi naša teta je bila kot zmeraj živahna in bodra. Navsezadnje je družina veljala za partizansko in si je od tega obetala boljše možnosti zase in za otroke. Novo je bilo to, da je bila na poseben način ponosna na 16-letnega Daneta, ki da piše pesmi in bo torej pesnik. Na to nam je razodela skrivnost. Mladi izbranec Mus, ki je še pred nekaj leti ministriral v vaški cerkvi, si je v gozdu izkopal nekakšno jamo, jo natlačil z listjem in se vanjo zatekal. A ne samo zaradi samote, ampak ker se mu je tam dalo najlažje pisati pesmi. Dane je ob tej pripovedi molčal, nato pa vseeno pokazal velik, v trdo vezan zvezek, kjer so bile s pazljivo in skrbno pisavo zapisane njegove prve pesmi. Nisem se usodil, da bi jih bral, čeprav je teta morda to želela. Pesnik je v zadregi molčal. Bil sem že v 5. razredu klasične gimnazije. Že me je zanimala predvsem literatura in ob njej filozofija. Vendar sem bil še daleč od tega, da bi hotel veljati za literarnega kritika. Te prve priložnosti torej nisem izrabil. Od tedaj smo vedeli, da bo Dane pesnik. Kakšen in kako, pa seveda ne. Bilo je torej leto potem, ko so se Zajčevi iz zasilnega bivališča preselili na Štajersko, kjer so kot partizanska družina dobili v last kmetijo pri Mariji Snežni na Tratah, kot se je kraj po novem uradno imenoval. Tja so me v letih 1946 in 1947 povabili na počitnikovanje, malo pa tudi za družbo Danetu in za pomoč pri delu. Kraji so mi bili čisto neznani. Razumel sem, da je čisto blizu Mura, pod griči, med katerimi je stalo novo domovanje tete Pavle in njenih, pa da se razprostira Apaška dolina. Bolj sem spoznal te kraje, ko smo hodili peš v Šentlenard, do Majnovega gradu in še naprej v Radgono. Domačija je bila na samem, do sosedov kar nekaj hoda, ali pa jih sploh ni bilo. Pisalo se je leto 1946. Tam okoli so do konca vojne živele tudi nemške družine. O prihodu nove oblasti pa so pobegnile in so jih izgnali, če se jim ni zgodilo kaj hujšega. Toda o tem se ni govorilo.
Vedel sem, da živijo zajčevi in jaz z njimi na domačiji prejšnjih nemških kmetov, kar se je kazalo v njeni zunanji in notranji podobi. Velika kmečka hiša je bila videti mogočna. Ob njej je stal senik s hlebom, vse skupaj naslonjeno ob breg in zložno odprto k cesti. Pred hišo so se košatile jabljane in delale prijetno senco nam, ki smo se pod njimi igrali in pogovarjali o bog ve čem. Kar zadeva mene in Daneta, pa tudi brali. Ko nas je teta Pavla popeljala s sabo, da smo ji pomagali na njivah, se je pokazalo, da je zemlje in njiv preveč za družino, ki ni štela več odraslih moških, ampak kvečjemu 17-letnika, ki se je uril za pesnika, in mene, ki sem bil pomestno šibak in hitro utrujen, ko je bilo treba prijeti za grablje in spravljati seno v koš. Ta posest je bila za zajčeve vse kaj drugega kot skromne njive in travniki pri Sveti Trojici. Prehod iz siromaštva v udobnejše, vendar tudi napornejše kmečke opravke za družino ni bil prava rešitev. Mati je bila od vsega hudega utrujena. Od otrok prav nobeden ni kazal volje ostati na kmetih, kar je bilo morda značilno za mnoge partizanske družine, ki se jim je po vojni obetalo drugačno življenje v mestih. In res je teta Pavla že tistega leta mislila na to, da bi se preselila bliže k Ljubljani. Morda je kot partizanska mati in vdova čakala na pokojnino in primerno podporo za otroke. Vendar je bil razlog za njeno nezadovoljstvo s posestvom, ki so ji ga dodelile nove oblasti, še drugačen. Hiša, v kateri naj bi živeli, je bila vendarle dom nemške družine, ki je tam živela več desetletij, če ne 100 let in več. V sobah je stalo staro pohištvo, po stenah so še vedno visele nabožne slike, ki so spremljale nekdanje družinsko življenje. Pozorno sem ogledoval velike fotografije družinskih članov, lepo razvrščene v izrezljane okvire. Kazalo je, da so morali lastniki oditi zelo na naglo in pustiti vse, kar jih je spominjalo na prejšnje življenje. To ni veljalo samo za posodje v kuhinji, ampak tudi za posteljnino v sobah. Z Danetom sva spala v prijetni čumnati z oknom na obe strani. Ko sem se zjutraj zbujal, mi je bilo neprijetno ob misli, da se me dotikajo rjuhe in blazine nekoga, ki je tam preležal leta, zdaj pa je bog ve kje, če je sploh živ. Te misli so bile v skladu z razpoloženjem, ki je bilo zlasti ob večerih zlovešče, včasih že kar strašljivo. Tiste dni se je govorilo o nočnih obiskovalcih, morda iz nekakšne Matjaževe vojske, ki da prihajajo čez mejo in potrkajo na okna. Bilo je torej pozno zvečer, teta Pavla je nekam odšla, tičali smo v kuhinji, zunaj je bril močan veter, vse je škripalo in trkalo po oknih in vratih. Prestrašeni smo prisluškovali, kaj se plazi okoli hiše, dokler se ni teta vrnila in se začudila, kaj se gre. Enega teh temnih večerov smo vsi skupaj odšli v sredo naselja, spremljali smo sestrično Ivanko na sestanek Skoja. Bila je torej Skojevka in Dane verjetno tudi, toda o tem nisem gotov. Ko je prišla nedelja, smo sredi sončnega dne šli gor na Marijo Snežno k maši. Brez mene bi morda ne šli, toda bil sem preprosta duša iz Ljubljane navajen, tako so me za povračilo morali spremljati oni. To je boljše, da nehamo, če bi nadaljevali, bi zašli preveč v erotične sfere. Zato teh stvari je profesor kaj povedal v tej knjigi, kar je sploh presenetljivo, ne? Ampak to pustimo, ne? Zaenkrat za bralce. Mogoče to, profesor, zelo zanimivo se mi zdi ta vaš opis obeh družinskih
vej. Torej, oče je seveda absolutno priznan likovnik, človek, recimo temu liberalnih nazorov, mama z drugačnega testa. Vi ste se tokrat dejansko tudi lotili nekako orisa obeh družinskih vej, ki ima seveda tudi vi pripadate in tudi v nekem duhovnem smislu so vas verjetno te okoliščine tudi izoblikovale. Mogoče kaj več o tem, če poveste, kako pravzaprav to vidite? Ja, vsak od nas se včasih mora vprašati, odkot prihajam, kdo sem in kam grem. Ne? In ta knjiga je v nekem smislu odgovor, zame vsaj, ne? Na ta bistvena vprašanja, ki jih zastavil Paul Gauguin leta tega in tega. Jaz mislim, da pri meni je stvar razmeroma preprosta. Po materini strani rod, ki je bil izrazito kmečki in napol že mesten, vsaj po njej, in hkrati izrazito katoliški, očetov rod z Moravškega, kamor spadajo seveda tudi Zajčevi in na vse zadnje tudi Dane Zajc, to je bil pa drugačen rod. In mislim, da nekako socialno, sociološko opišemo oba rodova, kako so živeli kot kmetje, kakšne navade so imeli, v kaj so verovali, zakaj so bili v materinem rodu mnogi duhovniki, zakaj v očetovem rodu ni bilo ničesar takega, da je bil oče pravzaprav ne ravno proti katoliški, ampak izrazito iz nekega liberalno svobodomiselnega sveta. Ne? In to je bilo zanj značilno ves čas, tudi ko je postal kipar za cerkvena naročila in tako dalje. Ta razlika med obema je bila in to se je seveda v naši družini nekako spajalo. Ni bilo ravno v nasprotju, vendar je bilo takšno, da je vplivalo na otroke. Ne? Verjetno name mogoče drugače kot na oba brata, kar se pozna v našem, kako bi rekel, odraščanju in razvoju, ampak vendarle v družini je bila ta dvojnost in ta dvojnost je v nekem smislu ne samo zanimiva, ampak je lahko kulturno plodna, ne? Čisto tako povedano. Kako ste pa gledali, pa danes gledate na lik očeta, vedno je ta neka napetost oče-sin, krati spoštovanje, krati poskus biti drugačen. Vaš oče je seveda bil karizmatična oseba umetniškega, kulturnega življenja, po temu, da piše, da je bil zelo zadržan, da je bil tudi velik delavec, kar gotovo imate tudi po njem, ali pa vsaj tudi, ne. Ampak da je bil zelo močet, zelo pravzaprav na nek način tudi zaprt človek. Kako ste ga doživljali, oziroma kako zdaj gledate na to nazaj in ne nazadnje, vi ste se odločili za drugo disciplino, za literaturo, ne za likovno umetnost in pa tudi seveda za refleksijo, za literarno vedo, kritiko, ne pa za samo, da rečem, primarno produkcijo v tem starinskem terminu. No, o očetu govorim v tej knjigi kar precej, ja. Ne, na mnogih straneh. V resnici povedano, oče je z nami, otrok je imel malo dela. On je delal predvsem svoje delo, bil je zadržan, odmaknen, tako rekoč, ampak seveda tak, da je iz njegovega, kako bi rekel, življenja, obnašanja prihajalo od nas vendarle nekaj, kar nas je zavezovalo, zlasti mene, ne? Ta silna volja do dela, to, kako bi rekel, disciplinirano predajanje nečemu, kar moraš delati. No, saj o tem bo verjetno govoril eno od teh odlomkov, ki jih bo gospod Kovi še prebral. Ampak nasplošno bi rekel, da je očetov lik seveda bil zelo izrazit, ne? In tak, da pravzaprav sem lahko samo razmišljal o tej knjigi, tudi v njegovem umetniškem razvoju. Ne? Mislim, da podajam skozi to knjigo celo neko analizo njegovih faz kiparskega dela. In mislim, da pravilno, ne? Od začetnih pa do tistih, s katerimi je postal znan kot izrazit kipar kmečko-delavskega sveta, pa seveda do končnih faz, ko je delal po naročilih za državo, za cerkev, ko je izdelal kneza Kocla za ta beograjski parlament, ko je delal za cerkev razne skulpture, ki še danes stojijo, tudi v ljubljanskih cerkvah in tako dalje. In ko je po 30 letih, 40 letih, 50 letih, 60 letih, 70 letih, 80 letih, 90 letih, 20 letih, 30 letih, 40 letih, 50 letih, 60 letih, 70 letih, 80 letih, 90 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 letih, 80 letih
po vojni seveda delal za mnoga naročila socialističnega tipa. Ne? To je vse popisano v knjigi, mislim, da upravičeno, ker njegov, kako bi rekel, kiparski razvoj, vsaj v to naši umetnosti in zgodovini, nikjer ni kako natančneje podan. Ne? Tako da je bila to v nekem smislu moja naloga, čeprav ni to glavno v tej knjigi. Glavno je vendarle bil bolj zaris njegovega duhovnega lika. Ne? Zanimivo se mi zdi tudi to preko očeta, ste pa pravzaprav, da povem mogoče malo drugače. Ta knjiga je zelo zanimiva tudi zato, ker opisuje skozi oči otroka, vendarle skozi oči otroka, skozi otroško doživljanje predvojno Ljubljano, torej nek kontekst recimo konca 30-ih let, profesor je rojen leta 1931 in pravzaprav ta meščanski, malomeščanski kontekst mesta in seveda samo obdobje medvojno, ki je vedno zelo zanimivo, kadar ga spremljamo skozi otroške oči, spomnite se Prišlekov, Lojzeta Kovačiča ali pa recimo Božičevega očeta Vincenca Smrt. Torej, slovenska literatura mislim, da je izrazito močna ravno v tej otroški perspektivi vojne ali pa Rožanca, na primer, Ljubezen in tako naprej. In zanimivo se mi zdi, da ste verjetno ravno preko očeta spoznavali tudi en drug svet. In preko matere. In preko matere, ki je hodila v meščanske, ki je imela meščanske prijateljice in tako naprej. Mogoče, če kaj v tem svetu, duhovnem svetu, poveste tistega časa. Jaz mislim, da se da to najbolj plastično ponazoriti z neko primerjavo in sicer, če to knjigo primerjam s romanom Ljubezen Marjana Rožanca, ne? Tam je orisano neko življenje Ljubljančanov med vojno, mladih, ampak seveda na obrobju, v Mostah, se pravi v proletarskem predmestju. Medtem ko ta knjiga kaže Ljubljano pa iz druge perspektive. Naša družina, kot večkrat poudarjam v knjigi, je seveda bila umetniško malomeščanska, ampak zlasti prek matere sem prihajal ali smo prihajali v stike zlasti z meščanstvom Ljubljane. In to kulturnim, kultiviranim, zelo višjim, tako rekoč, in tudi sam sem kasneje imel stike s takšnimi družinami in ljudmi. In tu se pokaže neka druga slika ljubljanskega življenja med vojno. Zdaj, politično je sicer tako, naša družina, oče je bil pač pri Osvobodilni fronti in tako dalje, tudi v tem širšem sorodstvu na Gorenjskem, materinem in očetovem nismo imeli kakšnih, kako bi rekel, domobrancev ali kaj takega. To so bili izrazito kmetje, ki so kakorkoli bili povezani s partizanstvom, to je dejstvo. Ne? V sami Ljubljani smo pa imeli stike tudi z družinami, kjer so bile tragedije tudi na oni strani. Ne? In teh tragedij je v sami knjigi naštetih kar nekaj, celo kakšna majhna, za moj občutek zelo pretresljiva tragedija, kakšne žrtve iz dahovskih procesov, iz naše najbližje okolice. Jaz mislim, da sem se dosti potrudil, da sem vnesel, kolikor sem vedel še iz otroških spominov, nekaj teh malih zgodb, ki so seveda v bistvu sestavljale našo zgodovino. Ker naša zgodovina to ni samo tista velika zgodba o bojih in zmagah in ne vem kaj. Naša zgodovina prava so vendarle te male človeške zgodbe. Mogoče čas za drugi odlomek? Ja, ta odlomek je pa bolj zaseben, oseben, ki pa seveda v nekem smislu spada v tisto, čemu sem rekel prejle, duhovna autobiografija. Tu se vidi, zakaj sem pravzaprav postal to, kar sem. Ob pogledu nazaj v čas slovesa od klasične gimnazije bi moral reči, da sem bil v primerjavi s sošolci nekaj posebnega, drugačen od njih in kljub takšnim ali drugačnim prijateljstvom vendarle osamljen. Lastnosti, ki sem se jih začel jasno zavedati, so me ločevale od sošolcev, ki so bile takšne, da sem jih očitno podedoval iz umetniško-malomeščanske družine, v kateri sem bil rojen. Po materi krščanske, po očetu svobodomiselne, vendar v prav posebni, nikakor ne v meščansko-liberalni obliki. Ta družina je bila puritanska, v zadevah spolnosti zadržana in sramežljiva.
Očetovo poglavitno življenjsko vodilo je bilo delo, pa ne kot sredstvo za dosego nekakšnega bogatstva, uspeha in družbenega prestiža, ampak samo kot dolžnost, da napraviš tisto, za kar si nadarjen in usposobljen. Za takšno delo niso pomembne zunanje okoliščine, spodbude in predpisi, ampak samo to, da ga opraviš, kot veš in znaš. Očeta je v takšno delo vodila strast do kiparstva. Strast, ki sem jo v sebi odkril že v 6. ali 7. razredu klasične gimnazije, je bila strast do pisanja. Vendar ne strast do pisanja literature, ampak strast do pisanja o literaturi, kot kritik, esejist, zgodovinar in teoretik. Ko razmišljam, kaj me je nagnilo k takšnemu delu in poklicu, si ne morem kaj, da razloga za to ne bi iskal v neki značajski, podedovani ali pa pridobljeni lastnosti, ki se ji pravi sramežljivost. Pri nas doma smo se sramovali svoje dobre ali slabe plati postavljati na ogled, da bi se jim drugi čudili ali jih občudovali. Kdor je sramežljiv, ne more biti narcis. Narcis pa je tisti, ki ljubi samega sebe, kdor je torej samoljuben. Že iz otroškega verouka sem vedel za Kristusov izrek: ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Za prvi del tega stavka, ki je splošno svetopisemski, sem moral priznati, da je res najvišje, kar zmore človek. Morda nekaj, kar ga presega. Toda tisto o ljubezni do samega sebe se mi je zdelo preveliko popuščanje samoljubju. Kristus ga je pač izrekel iz vednosti o tem, da smo ljudje šibki in da res ljubimo najprej sami sebe, nato pa še svoje bližnje, ali pa tudi ne. Zase sem bil prepričan, da pravzaprav ne vem, ali se smem ljubiti takšnega, kakršen sem, ali ne. Hvala. Ne bi še naprej? Mogoče nekaj malega. Mogoče profesor lahko tudi vi. A se lahko čist malo. Se še čist malo. To je bil vzrok, da nisem imel želje pisati literaturo, pesmi, romane, drame in vse, kar še spada. Ravno sem hotel to vprašati. Pesnik in pisatelj lahko pišeta o marsičem. Zmeraj pa se zraven pritakne kakšna človeška poteza, dobra ali slaba, ki jo nosita v sebi. V literarnem delu pa se pokaže pri belem dnevu. Zlasti pesniki, ki govorijo o sebi neposredno, so pravcati narcisi, pa čeprav samo nezadovoljni narcisi, kot je temu dejal Božo Vodušek. Moj oče je bil kipar, v kiparstvu se človekova notranjost skrije v kamen, marmor ali les, podobno kot se v glasbi izgubi v tonih in ritmu. Literatura nosi na sebi sledove samoljubja tudi takrat, ko se avtor v njej hoče pokazati norčav, nizkoten ali izuma, kar se v moderni literaturi dogaja pogosto. Tudi to je posebna oblika nečimarnosti. In tako mi ni ostalo kaj drugega, kot da se zaobljubim pisanju o literaturi. Pri tem sem ostal razmeran. Hvala. Torej, to sem želel ravno vprašati profesorja, odkot pravzaprav odločitev ravno za literarno vedo, literarno kritiko. Ta odločitev je gotovo dozorela v gimnazijskih letih. In če se malo zamislimo v tedanji čas, vi ste pravzaprav gimnazijo obiskovali ravno tudi od teh, rečem, najbolj trdih ideoloških letih, takoj po vojni, ko je verjetno vladala tudi neka duhovna zmeda med samimi profesorji na gimnaziji, ko je marsikaj pravzaprav bilo iz tira. In ta vaša odločitev pravzaprav dozorela ravno v teh letih, ko verjetno tudi ni bilo čisto jasno, ali se bo možno z literaturo ukvarjati na en svoboden način, dovolj sproščen način. Vaš brat recimo je šel tehnično stroko, kot verjetno nekaj neideološkega.
Vi pa ste vendarle se odločili za literaturo, kljub temu, da pišete, da ne kot ustvarjalec, ki bi se povsem razgalil skozi pisanje, ampak vendarle kot nekdo, ki spostavlja izjemno živ, intenziven stik z literarnim snovanjem. Mogoče nekaj v teh prvih povojnih letih in na vaši gimnaziji, ki se mi zdi, da ni bil najbolj srečen čas ta gimnazija. No, iz tega, kar ste zdaj povedali, je jasno, da je bila odločitev za pisanje v literaturi pravzaprav zelo težka v tem času. Ne? Iz tega, kar smo zdaj slišali, iz tega odlomka, je jasno, da je ta želja pisati v literaturi bila v meni ne samo zelo velika, ampak edino možna. In se je bilo treba za tako stvar odločiti kljub temu, da so bili pa pogoji za takšno pisanje izredno neprijazni. Kajti v teh prvih letih po vojni pisati v literaturi kje, kako, na kakšen način. O tem sicer nekoliko namigujem že v tej knjigi, ampak v naslednji knjigi pod naslovom Ideologi in oporečniki, seveda se pa razkrije, kaj je to bilo, kaj smo morali početi leta 48, še 49 in tako dalje. To so bile težke stvari. Ne? In nek začetnik se je komaj da prebil skozi te zelo neprijetne, neprijazne možnosti pisanja in objavljanja. Ne? Ampak očitno je bila v meni ta želja tako velika, da sem šel v to, da sem to pač dal skozi, čakajoč, da se bo pojavilo kaj boljšega. In nekaj boljšega se je pojavilo, hvala Bogu, res kmalu, po letu 50 z revijo Beseda, pa kasneje z revijo 57 in s perspektivami. Ta stvar je šla naprej in v nekem smislu potrdila, da je bila odločitev za pisanje v literaturi vendarle upravičena in da je iz tega lahko nekaj nastalo. Ne samo pri meni, ampak seveda tudi pri Tarasu Karmavnerju in pri vseh drugih, ki smo bili zraven. Se ravno o tem sem mislil tudi vas malo vprašati nekaj že v tej knjigi Reminiscenc, seveda še več pravzaprav zgodbe o tem, veliko več v drugem delu, ampak vendarle vi sodite v izjemno močno generacijo, tako imenovano kritično generacijo, za katero se mi osebno zdi, da je na nek način najmočnejša slovenska literarno, filozofska ali kakorkoli obrnemo generacija v 20. stoletju. Torej, pisatelji, pesniki, filozofi, literarni zgodovinarji, rojeni okrog leta 1930, to je pravzaprav neverjetna koncentracija izrazitih glasov slovenskega duhovnega prostora, od omenjenega Daneta Zajca, Tarasa Karmavnerja, Primoža Kozaka, ki je bil tudi vaš odličen prijatelj in številnih drugih imen. Kako je pravzaprav zorela ta generacija? Se čutite del te generacije, v kolikšni meri? Seveda ste imeli svoje spone in pace, da rečem v tem skupinskem, kolektivističnem smislu. Normalno najprej neka skupna zgodba, kasneje seveda vsak sam po svoji poti. Vendar so te zadeve morale nekako dozorevati že v teh gimnazijskih letih oziroma v prvih letih po vojni. O tem govorim v drugi polovici te prve knjige, kjer se sicer ustavljam ob teh znanih likih Daneta Zajca, Primoža Kozaka, Dominika Smoleta, deloma že tudi Dušana Perevca, ampak seveda bolj z te njihove zasebne plati. Iz tega se sicer nekako lušči neka podoba generacije, čeprav mislim, da se tu v tej knjigi še ne dotikam tudi nekih internih razlogov, zaradi katerih je ta generacija sestavljala neko skupnost, recimo kritične generacije, nasproti ideologom, nasproti partiji in tako dalje. In seveda v drugi knjigi se posvečam zlasti tudi razlikam med nami. Te razlike so bile pa vendarle precejšnje in so prišle ali pripeljale nazadnje tudi do precejšnjega razkola med nami, med mano in Tarasom Karmavnerjem. Medtem ko razmerje z Dušanom Perevcem, kot je popisano v drugi knjigi, je bilo pa izrazito harmonično, ker je na prvi pogled nenavadno, ker jaz, ta skromni deček iz te prve knjige, pa ta grozni revolucionar in partizan iz najhujših časov vojne, to je bilo nekaj nenavadnega, ampak vendarle izrazito harmonično, da ne rečem celo ljubečega.
Skratka, stvari so zapletene v življenju in tako je to življenje potekalo tudi v zvezi z mano. Ja, tudi zelo zanimivo se mi zdi recimo vaš pogled na Vidmarja, ki ni enoznačen, ki je vedno bil nekako dvojen. Znali ste ceniti njegovo svobodomiselnost, marsi neko vedenje, ki ga je imel v stvarih, suverenost. Hkrati ste seveda tudi v polemike z njim prihajali in to se mi zdi tudi izjemna odlika teh obeh knjig, te celote, da so zelo redko odgovori zgolj enoznačni. V principu je večina ljudi vendarle ima vedno dvojno dno, dvojno naravo. No, v tej drugi knjigi, v prvi knjigi smo junaki bolj skromne narave, z zasebnim življenjem. V drugi knjigi seveda so v središču glavni junaki so seveda te javne osebe, kot so Kocbek, Ziherl, pa Vidmar, pa Ocvirk zlasti in Slodnak in tako naprej in tako naprej. In vsakega poskušam razumeti po svoje, orisati njegove take ali druge plati. Tam je verjetno tudi marsikaj še neznanega, recimo moj edini obisk pri Kocbeku, o čemer seveda nikjer nisem še ničesar ne rekel, ne zapisal. Moj prvi obisk pri Ziherlu in edini obisk seveda, pa moj obisk pri Vidmarju in tako dalje. Te stvari so zdaj zabeležene in seveda vendarle v neki panorami, kaj so ti ljudje pomenili in kako se je to politično, kulturno-politično življenje odvijalo. To je zdaj vsebina predvsem druge knjige. Medtem ko v prvi knjigi seveda so stvari razmeroma nedolžne, se pravi bolj, kako bi rekel, tudi živopisne, tako prijazne, kot smo prej slišali ob Danetu. In če imamo še kaj časa, lahko še en odlom preberemo, ki se pa tiče Primoža Kozaka, kot mojega največjega prijatelja. To se mi zdi izjemno pomembno, ravno ta tretji odlomek o Primožu Kozaku. Nekako se mi zdi, da je on bil vaš največji prijatelj. Ja. Poleg še nekaterih drugih. Med prijatelji v tej knjigi opisujem zlasti tudi Cirila Zobca, ampak to je bilo prijateljstvo na drugačen način. Mogoče najprej slišimo odlomek, pa potem beseda dve več o Primožu. Zakaj je ravno vidva za vse življenje, da rečem, na tak način povezan? S to predpripravo in s Primoževim že takrat zelo dobrim znanjem italijanščine, francoščine in angleščine, verjetno tudi nemščine, sva se torej v vročih poletnih mesecih leta 1954 odpravila v Pariz. To ni bila moja prva pot v tujino. Leto predtem sem se prek Graca, kjer sem se ustavil pri stricu Adolfu, odpravil na Dunaj, se tam študijsko posvečal Matiji Čopu in se prek Salzburga vrnil domov. To pa je bilo tudi vse. Do Pariza je bilo še daleč. Za Primoža pa mesto ob Seni ni bilo neznanka. Kot jaz na Dunaju je leto poprej preživel nekaj časa v Parizu in to v zelo neudobnih okoliščinah, v nekakšnem šotoru sredi kampa na robu Pariza, v vročini, prahu in velemestnem smradu. Zdaj, ko je vzel s sabo mene, naj bi bila ta ponovitev v boljšem okolju, kot si je obetal. To se je deloma uresničilo, malo pa tudi ne. Tu se moj spomin križa z drugo zgodbo, zgodbo Brede Vrhovec, ki najnega pariškega obiska ni samo organizirala, ampak ga je tudi vodila. Bila je leto mlajša kolegica na primerjalni književnosti, navdušena za francoščino in Francijo, sicer pa hči ugledne vojaške osebnosti v socialistični Jugoslaviji. Oče Alojz je prišel v partizane iz sokolstva, v partizanski vojski kmalu postal pomembna poveljujoča oseba, po vojni pa nič manj odločilen dejavnik v vojaški hierarhiji, deloma v Ljubljani in še bolj v Beogradu. Bil je videti vojaško zadržan in trezen in, kolikor sem lahko presodil, povezan bolj z vojaškimi in bivšimi sokolskimi tovariši kot s partijo in še manj z Udbo. Nanj in na mater, ki je bila med vojno v nemškem taborišču, je bila Breda neomajno ponosna.
kar je bilo netivo za njen trajni odpor do cerkve in tistega, čemur se je takrat reklo narodno izdajalstvo. Toda o tem nisva govorila. Tudi dosti pozneje, ko sva kot študentska prijatelja tesno sodelovala pri odru 57, kjer je bila glavni, neutruden in požrtvovalen organizator te gledališke srenje. In še pozneje, v 60 letih, ko je postala tajnica na filmski reviji Ekran, ker se je ob njej izbrala mlada filmska elita publicistov, od Vaska Preglja, ki je nesrečno končal samomorom, do Zdenka Vrdlovca. Toda do te druščine je bilo leta 1954 še daleč. Ne več tako daleč pa po Bredini zaslugi do Pariza. Njo je leto predtem v Pariz gnala velika, morda tipično ženska sla po življenju v francoskem svetu, v velemestu, bogatstvu in pestrosti pariške kulture. Tistega leta si je našla mesto domače pomočnice in varuške pri družini Mering. Gospa in gospod Mering sta bila oba fizika, judovskega rodu, inteligentna in priljudna. Imela sta hčer Katrin in tej je bila breda guvernanta. Nama s Primožem je na južni strani Sene našla bivališče v skromni stari hiši prek svoje znanke Ruth Vaupotič. V 20 in še 30 letih zelo uspešne baletne plesalke v pariških skupinah, med vojno, ko se je že bližala 40. letu in se poročila, pa ne več v poklicu. Ko sva se s Primožem naselila v sobici, ki nama jo je odstopila za skromno študentovsko ceno, sva pobliže spoznala nekdanjo baletko, hčer slikarja Ivana Vaupotiča, ki ga je naš oče najbrž dobro poznal. Pred nama je stala zelo mila in prijazna, a tudi bleda in zgodaj postarana, preplašena in živčno prizadeta ženska. Njen mož je bil Madžar, zelo preprost in za moj okus robat. Po poklicu soboslikar, toda brez večjih zaslužkov, kot se je dalo sklepati iz tega življenjskega okolja. Čez mnoga leta so ju, ker nista imela francoskega državljanstva, izgnali na Madžarsko. Ruth je najbrž umrla v domu za starejše v mestu Szeged. Tu sva se torej naselila s Primožem, z Bredino pomočjo in ustrežljivostjo nekdanje plesalke. Sobica je bila res zelo majhna, s komaj primerno kopalnico. Postelja ne bi bila narejena za dva, toda ozka. Tako sem moral, če sem želel preprečiti, da bi me sospalec zrinil čisto na rob, na sredo postelje položiti daljšo palico in s tem razmejiti ozemlje. Sicer pa moram priznati, da sem že spal, ko se je Primož pozno po noči vrnil z daljšega izleta nekam na pariški sever. Morda k ljubljanski simpatiji, ki je prav takrat študirala v Parizu, plesalka, tako kot Ruth Vaupotič. Sicer so nama dnevi minevali med potepanjem po Parizu, od Notre-Dameske cerkve do Versaja, od Racina in Moliera v komediji Française, da ne vem, katere Sartrove igre v ne vem katerem gledališču, od Miloške Venere v Louvru, pred katero je kot Slovenec v ganotju klečal Josip Stritar oziroma njegov Zorin, do Rodenovih kipov v muzeju istega imena, pa do Calderjevih gibljivih pločevin, ki so bile ravno takrat za Pariz strašna novost, čez nekaj let pa tudi za Ljubljano. Vmes je prišlo do srečanja z nekaj tipičnimi v Parizu, tako ali drugače kuhanimi in pečenimi Slovenci. Prvi je bil Veno Pilon. Primož in njegovi so bili z njim seveda že dolgo družinsko povezani, o čemer je pričala slika gospe Nade, obešena v njihovem salonu. Zato je bilo nujno, da je že dolgo upokojeni slikar
Primoža z mano vred povabil na družinsko večerjo. Ta je bila po francosko zanimiva. Še bolj sta me zanimala gostitelj in gostiteljica. Beno Pilon je dajal vtis skromnega, plašnega in obenem zvitega partnerja svoje žene. Ta se je zdela mogočna in avtoritativna matrona starega kova, menda učiteljica angleščine, vsekakor gospa, ki je s trdno francosko roko obvladovala prilagodljivo narav svojega Slovenca. Vsaj tako se mi je zdelo, morda pa je bilo v resnici drugače. Torej, vidite, izjemno živo napisano, zelo zanimivo. Profesor, Pariz je bil za vašo generacijo pravzaprav formativnega pomena. Mislim, tudi kasneje so romali tja pravzaprav od Tarasa do Rusa, do drugih. Vi ste bili tam. Jaz sem bil samo enkrat ta mesec, ostali pa kar precej časa in mislim, da zlasti za Tarasa je bil Pariz res, kot pravite, formativen. To drži. Zame pa ne zelo, ker jaz sem bil v bistvu navezan na francosko kulturo vsaj toliko, se pravi, mogoče malo manj kot na nemško, čisto odkrito povedano, ali angleško. Oziroma, mi komparativisti smo mnogo stranskih. Ja, upajmo. Ja. No, ampak Primož Kozak je, običajno se v generacijah zgodi, da nekako v mladih letih to vre, vsi se drug z drugim povezujejo, imajo tudi neko skupno zgodbo, ampak seveda se potem te zgodbe razide, ampak Primož Kozak je nekako do konca njegovega življenja sta pravzaprav bila res izjemno tesno povezana. Kako gledate na to? Najtesneje, vse prav do njegove smrti, ker na hitrico orišem še zadnje srečanje z njim tik pred Božičem, ko je umrl. Ampak ta zveza, ta prijateljska zveza je bila seveda zanimiva, predvsem zato in o tem se mi zdi, kar nekako odkrito govorim in pišem, ker sem bila po značajih tako zelo različna. Pa tudi po socialni provenienci. Jaz iz, recimo, umetniško-maloreščanske družine, on iz gospodsko-funkcionarske in tako dalje. Po značajih pa tako zelo različna, da ne bi mogla biti bolj. Saj navajam neke njegove zanimive besede, da je na meni odkrival lastnosti, ki bi pri vsakem drugem človeku bile zelo neprijetne. Na meni so bile pa očitno sprejemljive. Da se tudi povem, katere lastnosti so bile, vsaj ugotovim jih lahko na ta način. Ampak mislim, da drži, da sva se v nekem smislu dopolnevala in da je to potem teklo skozi mnoga leta, pravzaprav približno od leta 50, pa do njegove smrti, pa kako smo se kopali tam in tam. Punce ste skupaj gledali, to ste tudi napisali. Za kopanje se zdaj pa res ne spomnim, ko smo se kopali tam, druščina iz perspektiv, punčnikom in tako dalje, pa mislim, da Primoža ni bilo zraven. Ne vem zakaj. Res pa je, da smo se kopali na Ljubljanci, pa da nas je vozil v svojem čovnu, pri čemer so mi padla očala, celo v vodo in tako dalje. Skratka, bilo je marsikaj, ne. Ampak to je samo bolj folklora okoli glavnega, to pa je bilo seveda to duhovno prijateljstvo s Primožem, ki je bilo verjetno tudi del nekega vsega tega generacijskega in seveda kulturno-političnega dogajanja. Če še preden damo publiki možnost, da kakšno vprašanje postavi, vendar le o letu 50 in o vašem vstopu na komparativistiko, takrat mislim, da se je imenovala svetovna književnost, pač zaradi političnih, ideoloških okoliščin, ampak vendar le, seveda tudi mene kot vašega študenta, to vprašanje izjemno vedno zanimalo, ravno pravzaprav ta čas, ko je v Cvirk pravzaprav uspeval nekako ta študij etablirati, ga ohranjati, pri življenju razvijati. Pogovarjali so se tudi o njegovi modrosti, pravzaprav kako je uspel razširiti oddelek z Pirjevcem, kljub temu, da mu na neki točki ni bil več tako naklonjen osebno, kako je vas pritegnil to
stvar relativno pozno pravzaprav, ste morali kar druge stvari vmes početi, ni bila ta klasična pot od študenta do asistenta in tako naprej. Mogoče kot neko najavo tudi druge knjige, mogoče nekaj misli o tem. No, o tem se govori seveda v drugi knjigi, kjer je Antonov Cvirk ena glavnih oseb, če ne celo glavna. Ne? In to po pravici, ker seveda v javnosti, kako bi rekel, v tem političnem in kulturnem življenju, Cvirk ni bil tako zelo vidna oseba. Ampak zato je bila moja dolžnost, da v tej knjigi verjetno iz spominov, pa vendarle tudi iz faktov, povem, v čem je bil njegov pomen. In ta pomen je bil zelo velik, ne samo v postavitvi komparativistike kot posebne stroke, ampak sploh v konstituiranju nekega duhovnega, kulturnega obzorja, ki je bilo po letu 45 in še 50 seveda katastrofalno v Sloveniji, ne, to priznajmo. In on je bil pa tista sila, ki je ne vem kakšnimi posebnimi zmožnostmi prebil to ideološko blokado, ki jo je postavila revolucija in jo vzdrževala še precej časa. On je iz nekih posebnih zaslug, ki jih je nabral si verjetno tudi v delu za Osvobodilno fronto med vojno, omogočil sebi in svojim študentom, da smo počeli nekaj drugačnega. Da smo se šli že svobodno kulturo zahodnega tipa, on je bil izrazito zahodno usmerjen, v primerjavi recimo s Slodnakom in nekaterimi drugimi statisti, ki so bili bolj slovansko, vzhodnoevropsko usmerjeni, on je bil zahodnjak, ne? Čeprav hkrati zelo nacionalno, ne? Podkovan, tako rekoč. Ne? Ampak v tej knjigi poskušam razložiti, kako je potekalo to njegovo delovanje na mnogih ravneh, zaslužno za razvoj svobodne kulture po vojni. Iz njega smo išli mnogi, tudi tako imenovani oporečniki, čeprav on sam ni hotel biti oporečnik v nobenem pomenu besede, on je hotel biti predvsem znanstvenik, ampak s to znanostjo seveda je pa ustvarjal svoboden prostor za kaj drugega, tudi za Dušana Perevca, tudi in za mnoge druge. Tako da tudi to nasprotje med Cvirkom in Dušanom Perevcem, ki je bilo zelo intenzivno, je bilo vendarle v nekem smislu konstruktivno in je raslo pravzaprav iz samega Cvirka, čeprav seveda kot odboj sina od očeta in tako dalje in tako dalje. Ampak to so običajne stvari v takih stvarih, v takih zadevah, ampak jaz mislim, da upajmo, da v tej drugi knjigi je potem Cvirk vendarle prikazan tudi po tej dimenziji, čeprav seveda upajmo. No, moram reči, da sem seveda tudi sam vedno doživljal študij primerjalnih književnosti kot prostor neke posebne svobode in tudi povezanosti z nekim mednarodnim okoljem, evropskim, globalnim kontekstom in mislim, da je seveda tudi prav po vaši zaslugi ta študij to zavezo, zavest gojil naprej in jo seveda danes z mlajšimi kolegicami in kolegi goji naprej. Mislim, da smo vsi, ki smo pri vas študirali, to dojemali na podoben način, kot ste očitno že vi v začetku 50-ih, da je pač to prostor tudi ene posebne duhovne svobode. Zdaj bi pa seveda tudi vas povabil, da mogoče kakšno vprašanje postavite, preden pričnete z branjem te zelo zanimive knjige, ki lahko tudi danes kupite. Ampak vendar ne kakšno vprašanje za profesorja, o čem takem, kar na predavanjih nismo slišali vsi tisti, kar se. Imate? Mislim, da gospa v kotu ima vprašanje, kako ste ženo spoznali, če se Tudi o tem piše v knjigi, ne? Že, ampak zelo se v te zasebne stvari jaz ne spuščam v tej knjigi, razen eventualno, ampak res izjemoma pri Danecu Zajcu sem se spustil, ker sem bil pač priča neke erotike in tako dalje. O svojih zadevah te vrste ne bi čeprav seveda povem, da sem spoznal
poznal to in to mladenko in tako dalje, imenujem jo Darka H, celo samo začetnico, to je v zvezi tudi z Primožem in tako dalje. Ja, no, to je pač bila druščina, intelektualna druščina mladih študentov, kot so verjetno še zdaj v navadi, kjer se pač združijo neki intelektualno zvedavi ljudje, zanimajo jih tudi zlasti dekleta, zlasti če so intelektualno zanimiva, če so pišoča. In to je bila v nekem smislu Primoževa zasluga, da je odkril to Darko H, ker je v njej zaslutil pišoči talent. In je pisala za Tribuno Berigovo urednik in tako dalje. In tako smo se spoznali in tako naprej in tako naprej. Na nek način je profesor prevzel Primoža, ampak dobro, o tem več. Ne, v tem smislu ne. Če ni nobenega vprašanja, bi povedal samo še to. Pri tej knjigi prvi sploh, seveda, kot rečeno, zapiskov nimam, dnevnika nimam, jaz sem moral vse to povleči iz res nekih spominov in to, predvsem vizualnih. Recimo, vidim Daneta zjutraj, ko vstajava iz postelje. Na to si moramo okoli tega napraviti seveda nek tloris. In če ne vem niti letnice, kdaj je to bilo, moram pogledati celo kakšen leksikon in tako dalje. Marsikaj sem rekonstruiral. Tu in tam je kakšen detalj celo napačen, ampak mislim, da tega ni veliko. V glavnem stvari držijo, ampak to so rekonstrukcije na neki precej impresionistični podlagi. To so impresije, ki jih povezujem rahlo, torej historično, enciklopedično mogoče res obnovim, ampak to je rahlo tkanje. To je rahlo tkanje in toliko se mi zdi, da je toliko bolj živopisno. Jaz mislim, da je izjemno živa knjiga, izjemno zanimiva in tudi drugi del, ki ga bomo izdali, upam, da skupaj s Filozofsko fakulteto, je seveda tudi izjemno oseben in hkrati duhovno zelo vznemirljiv. Mislim, da še enkrat naj izražim res svoje veselje, da se je profesor odločil napisati to delo. Mislim, da to je izjemno pomembno tudi za današnji trenutek, da bolje razumemo pravzaprav nek zelo kompleksen čas, ki je redko zgolj črno-bel, ki ima vedno neke odvode, neka nejasna področja, nekaj, kar je pravzaprav v osnovi človeško. In pravzaprav literatura tudi, nas je profesor učil na fakulteti, govori seveda o človeškem, o bogovih, pa herojih bolj malo, ali pa bolj v stranskih vlogah, ki seveda odločajo o našem svetu, ampak vendarle literatura se dotika tega osnovnega človeškega nemira, zablod, iluzij, upanj, hrepenen in seveda to delo je nasledi tej optiki. Zato še enkrat čestitke profesorju v knjigi, zelo se veselim seveda tudi drugega dela in upam, da bo nadaljeval z pisanjem o najrazličnejših temah in da je pravzaprav to začetek mogoče še kakšne knjige podložene tudi z izrazito osebnim momentom. Hvala seveda tudi Marku za interpretacijo, hvala vsem vam, da ste prišli in prepričan sem, da je danes za nami en tak poseben dogodek. Hvala lepa. Bi se zahvalil tudi gospodu Okornu, ker ko je prav, sem kar doživljal še same, ker je bilo, ne? Tako da hvala lepa in čestitam. Hvala.